Ej, grem staviti, da če bi se zdaj odločil, da bom tesar, da bi me takoj vzel. Ej, ful manjka, veš. Kaj pa vem, meni se zdi, da sva že malo prestara, veš, ampak se mi pa zdi, da bi bilo res fajn spoznati ta poklic. Škaj, tebi itak ne bi vzel, ker si ženska. Ej, pa kaj se spet greš, no? Daj, hecam se. Greva poiskati mlade tesarje. Za poklic tesar izobražujejo 4 gradbene šole v Sloveniji. Srednja gradbena šola Ljubljana, gradbena šola v Mariboru, v Celju in v Novem mestu. Vsako drugo leto mislim, da vpisujejo tesarje tudi v Kranju. To so tiste šole, ki pač normalno pripeljejo mladino do poklica tesar, srednješolskega poklica tesar. V načelu so to programi, ki so namenjeni osnovnošolcem po končani 8-letki oziroma 9-letki. Na naši šoli pa imamo izobraževanje narejeno tudi za odrasle. Vsako leto praktični pouk doživijo tudi v šoli, v šolskih delavnicah, kjer pravzaprav grejo od prvih korakov do najbolj zahtevnih postopkov strokovnega dela v tesarstvu. Jaz imam eno vprašanje, gospa profesor. To je vse zelo zanimiv, pa mene zanima, če bi mi lahko to videli tudi v praksi. Absolutno. Dober dan, Janja. Zdravo, veseli. Vsi vam pozdravljeni. Jurčič Mirko. Mi smo prišla malo vašo delavnico pogledati. Ja, tukaj se zdaj nahajamo v tesarski delavnici. Učenci so 1. in 2. letnika, izdelujejo vsak svojo nalogo, delajo pa lesne zveze za križanje lesa. Koliko pa je praktičnega dela na teden? Na teden 1. letnik imajo po 6 ur, 2. letnik 2x po 7. Se pravi, se stopnjuje. Ja. Ko pridejo v 1. letniku na praktični pouk, kaj se najprej naučijo? V 1. letniku se najprej naučijo osnov, spoznavanje materialov, naravnih, to največ les, kamen. A jim že takoj dovolite delati z stroji? Samo z ročnimi stroji, potem čez čas pa tudi z temi mehanskimi. Torej, tesar na koncu zna in sam pripraviti svoj načrt za izdelavo in sam potem se po tem načrtu ravnati, da potem stroj ali pa ročno to tudi izdela. Tako je. Povejte mi, da vidim samo fante, a punc nimate? Ne, punc nimamo, ker je to težko, to je bolj moški poklic. A na celi šoli ni nobene punce? Ena je, samo je strojnica. Koliko dolgo ste že vi profesor? 12 let. V teh 12 letih niste imeli učenke za tesarstvo? Do tesarstva ne. Sam res ni to lahko, veš. Lahko rečemo to za moške. Je bolj za moške. Pri koncu mora biti tesar dost močen, mora imeti kar nekaj moči v rokah. Kaj so še pomembne lastnosti za nekoga, ki želi postati tesar? Ja, da ga ta poklic veseli, pa da bo z veseljem delal, upravljal to, pa da bo dobro delal. Po čem pa vi prepoznate vajenca, ki bo nekoč dober tesar? Da pride sam, da ga ne pripelje mama. Kaj potem, ko končajo tle šolo, kako je službo? Je lahko dobite? Službo lahko dobijo, lahko pa grejo tudi iz 3-letnega programa plus 2 še, potem pa še naprej. Tudi fakulteta, ne? Tudi lahko, če hoče. Kje se pa največkrat zaposlijo vaši dijaki? Dijaki se zaposlijo, večinoma so že od privatnikov, sinovi, ki potem to tradicijo samo nadaljujejo. Kaj pa v kakšnih večjih podjetjih? Jih tudi rabijo, predvsej sam jih, nažalost jih ni. Se to je pa vaša naloga, ne? Da potem nov podmladek tesarjev spravite na teren. Super, ja nič, a bo šla midva kar pogledati malo, kako to zgleda? Pogledati pa jih vprašati, ne? Daj ga. Kaj so pa oni tukaj?
Daj nama povej, kaj točno zdaj počneš, kako bo to pa na koncu. Delam drobeno v sredini za križanje tramov. To zdaj v majhnem merilu ne boš kako delaš? Ja, to je merilo 1:10. Zato delaš zdaj ročno, drugače pa ne boš bi delal z mašino? Ja, dela se drugače z motorko, pa z večjim orodjem. In na kaj moraš biti tukaj pozoren? Natančnost, predvsem natančnost, pa da prav mere zarišemo s kotnikom, senčnikom. Če se pa recimo zgodi, da kaj narobe narediš, a je kaj prostora, da popraviš? Ja, ponovadi se da malo popraviti, če pa to, da se drugače zareže pod drugim kotom, pa to. Če pa ne, tle v šoli se drug les vzame, tam pa se malo skrajša ali pa... Povej mi še, kakšne imaš ti plane pol? Že veš, kje boš delal, ko končaš tukaj šolanje? Ja, zaenkrat še ne, no. Se še odločam, ali bom šel še na faks naprej, ali bom delal. No, potem pa kar nadaljuj, pa bodi pozoren, natančen. Hvala. Vidi, že tam bilo briga malo zmotiti. Kaj pa tukaj ustvarjate? Tukaj pa ustvarjamo trikotno vešalo. Na plosko smo izdelali profil in po tem profilu smo potem izdelali to trikotno vešalo. Da nama povej, kaj sploh je trikotno vešalo, kako bi da naredila? Trikotno vešalo se uporablja pri strehah. Recimo, če je daljši razpon od spodaj, se uporablja to trikotno vešalo, da prenaša odtepe na tele podpornike. Ampak kako pa to v bistvu zgradiš? Tule vidim, da morajo biti vsi koščki zelo kompatibilni med sabo, ne? A je treba natančen načrt preizdelati? Ja, zelo pomembno je, da je natančen načrt in potem v načrtu se potem vse izdeluje. Kaj ti povzame več časa? Sam načrt ali gradnja tega? Ja, več časa vzame načrt, mora biti zelo natančen, pa tudi gradnja potem. Kaj uporabljaš pri izdelavi načrta? Verjetno imaš kakšne mere, ki je potem kakšno ravnilo? Ja, ravnilo, kotnik, svinčnik, pa kakšen načrt, mere. In tole je potem to v redu. Kako to izgleda na koncu? Kam se to postavi? Ja, postavi se na zid in potem te tale povezniki pa tole prenašajo vse obtežbe, celo streho. Aha, streha je pa tukaj, ne? Tle gor še pride? Tako še šperovci pride in... Je to nekaj podobnega, potem verjetno kot kaj takega, ne? Ja. Evo, le Simon, se tole pa čist podobno na eni vikendici, a ni? To je pa nas je ovila. Ni, no, le ta les, pa ta vrata, pa tam že vidim okenčka, lahko čista To je pa se ovila, to je za psa. Jo nima tak. Ni, no. Res, da je ovila pes, najna vplej. Psu bom nehala, psa ne bo imela, to kako je ovila. Naprej, pusti primer, pusti najne hiške primer. Hvala, živo. Ja. Razvoj tesarstva se je pričel, ko je iznajdba železnega orodja človeku omogočila obdelavo lesa. Predtem so ljudje svoja bivališča pletli iz šibja. Obdelava lesa jim je omogočila razvoj novih tehnik in elementov, izmed katerih je bistvena predvsem lesna zveza. Hiter razvoj je tesarstvu omogočila tudi iznajdba sekire, ki je ljudem omogočila učinkovito krčenje gozda in s tem zbiranje materiala za lesene izdelke. Podoben napredek je prinesla tudi iznajdba žage. Šele v poznem srednjem veku so začeli les zamenjavati drugi gradbeni materiali, med katerimi je najpomembnejša opeka. Leseni so ostali le še stebri, nosilci in diagonale.